pozdrav za vse obiskovalce naše spletne strani in pa vseh uradnih profilov na družabnih omrežjih. Z menoj je naš trener Dušan Kosič. Dušan, pa mogoče takole za uvod. V kakšnem stanju so se naši fantje vrnili po tistih božično-novoletnih praznikih? Je veseli december pustil, kaj sledi na naših nogometaših? Stanje je stabilno. Fantje so nekateri mogoče res s kakšnim kilogramom, govorimo o številki 1, prišli nazaj, nekateri so pa v bistvu prišli še boljši, kot so odšli nazaj. To so tudi pokazali testi, tako da smo imeli v teh 2,5 tednih v bistvu možnost nadgrajevati stvari, ki smo jih do sedaj naredili. Na začetku tega novega leta novih obrazov nismo videli niti Ilena Pečnika in Morisa Nusojeva. Tako je, igralski kader je ostal isti. Igralca, ki sta se poslovila iz naše slačilnice, sta izrazila željo po odhodu, tako da fantje, ki so ostali in kader, ki ga imamo, bo zastopal barvi Celja v naslednje pol sezone. Za nami je slab mesec priprav na nadaljevanje sezone. Je potekal tako, kot si ga je začrtal trener Dušan Kosič s svojimi sodelavci? Do zdaj smo imeli smo srečo tudi z vremenom, opravili smo vse po planu, kot smo si zadali, delali smo na osnovni bazični pripravljenosti. Pomagalo je tudi to, da so fantje v spodobnem stanju nazaj prišli in želimo si izboljšati še tako fizično stanje kot seveda tehnično. Odigrali smo tudi že 2 prijateljska dvoboja, nekoliko skrajšana. Del ekipe je premagal tretjeligaša Šampion, tisti drugi del mladinsko ekipo Celja. Kako ste zadovoljen s predstavo v teh prijateljskih srečanjih? Dobil ste vpogled v stanje vseh vaših nogometašev, ob tem pa tudi še v stanje mladinske ekipe. Pomembno je, da ni bilo nobenih poškodb. V bistvu fantje imajo v tem momentu težke noge. Principe, ki jih zagovarjamo, še ni bil poudarek na tem, ampak odnos, ki so ga pokazali tudi na teh 2 tekmah, je bil pravi, torej da ekipa resno dela, zavzeto, je bil dosežen in želim si, da bo tako tudi v prihodnje. V soboto ob 11. uri zjutraj nas na Olimpu čakajo še Beltinci. Kaj pričakujete od prijateljskega dvoboja s tretjeligašem? Torej podobno, da fantje te težke treninge, ki jih imajo v tem momentu, seveda pokažejo nekaj od tistega, kar zagovarjamo, ampak poudarek je predvsem na odnosu in na količini, upravljenega dela in seveda tekma z Beltinci je samo ena v nizu. Kasneje bomo imeli tudi nasprotnike, ki so seveda še bolj zahtevni, tako da se veselimo vseh nadaljnjih tekem. Uprava kluba se je več kot izkazala s potezo, da se v ponedeljek za 14 dni selimo v turško Antalijo, kjer bomo opravili, dajva reči, tale drugi del priprav. Tako je. Uprava dela na temu, da se fantom ponudijo čim boljši pogoji. Pokazala se nam je ta možnost odhoda v Turčijo, kjer upam, da bomo imeli dobre pogoje za delo, zahtevne nasprotnike in seveda nek mer notranji, da lahko se pripravljamo kvalitetno za nadaljevanje sezone. Dušan, mogoče še pred koncem, kakšno je zdravstveno stanje? Potujemo v Turčijo v tisti najmočnejši zasedbi? Seveda, imamo nekaj reprezentantov, ki se nam bojo naknadno priključili, tako da zdravstveno stanje je v tem momentu zelo dobro in želim si samo lahko, da tako tudi ostane čim dlje. Dušan, hvala lepa in vse dobro v nadaljevanju priprav in pa v drugem delu sezone. Hvala tudi vam in lep pozdrav našim navijačem.